Presenečenje! O, Lucija, kaj pa ti tukaj? Ja, danes govorimo o 5 korakih do odličnega videa za splet. Dober dan, dobrodošel, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes je z mano Lucija. Govorila bova o 5 korakih do odličnega videa za splet. V prejšnji oddaji sva pa z Zoranom govorila o 5 trendih v digitalnem marketingu v letu 2018. Ok, o čem boš odprla, o čem bo danes tekla debata? Vse si že povedal, ne? Ja, ok, ampak... 5 korakov do odličnega videa za splet. Zdaj misliva in za spletne strani, ne? Tako? In za družbeno omrežje. Ok, cool. In kaj je tukaj res pomembno, ko začnemo? Kaj je tisto potrebno narediti, ko se je potrebno vprašati, kakšen video želimo posneti? Ja, najprej pred vsemi temi koraki je pomembno, da se sploh vprašate, zakaj hočete video, pač zakaj je video tisto pred vsemi ostalimi formati, kaj vam bodo prinesel in pa tudi kaj ta odločitev potem prinaša. Ne? Recimo, morate imeti sredstva, morate vedeti, da nekoga imate, ki bo to počel in tako naprej, tako da to je prvo. Ok, in ko to pač vsak ve, ne, ko podjetja, posamezniki to vejo, pa pridemo nekako do prvega koraka in sicer vedno je pomemben ta začeten del in sicer, da pobrainstormamo, da vemo, kakšno vsebino želimo sploh posneti in da vemo, kakšna je naša ciljna skupina, kateri bomo to vsebino prilagodila. Ne? Ja. Sicer je pač to prvi začetni stage, no, ta brainstorming, to tukrat ponavljamo pri vsaki zadevi, ampak pač dejansko je to prvi korak. Se pravi, da brainstormate v bistvu, kako prilagoditi neko vsebino svoji ciljni skupini, se pravi, iščete neke paine, neke bolečine, vprašanja, interese, s katerimi se vaša ciljna skupina nekako poistoveti oziroma se te stvari sprašuje, da veste, katero vsebino potem oni dejansko hočejo in jim bo nudila neko dodano vrednost. Poleg tega, da iščete vsebino, pa je potreben pač iskati tudi stil. Ne? Se pravi, vsaka ciljna skupina predvideva svoj stil, ton komunikacije, se pravi, na kakšen način boste do nje pristopili. Zdaj lahko je stil, ne vem, bolj zabaven, mogoče bolj resen, od tega je odvisno tudi, ali bo format bolj konvencionalen ali bolj eksperimentalen, potem se tudi stil pač prilagodi ciljni skupini in to je v fazi brainstorminga. Zdaj recimo, če želite poučiti, ne, potem se sprašujete, ok, če bi rad bolj izobraževal, potem je možno narediti kak tutorial ali pa kako izobraževalno oddajo, kot je recimo to, kar midva zdaj delava. Recimo, če se hočete osredotočiti na predstavitev nekega produkta, potem je fajn narediti kak zanimiv, ne vem, demo posnetek produkta, uporabo in tako naprej. Ne? Ponavadi je ful dobro, da če želite graditi na neki percepciji znamke, se pravi, kako vas bodo drugi dojemali oziroma pač znamko, da se osredotočite na storytelling. Sicer jaz bi to priporočala pri različnih stvarih, zaradi tega, ker storytelling vemo, da je zdaj zelo popularen, ampak pač je zelo močen in pač zdaj se začnejo ljudje tega zavedati. Potem recimo, če se hočete diferencirati v smislu ekipe ali pa kulture v podjetju, potem je fajn narediti mogoče kako zakulisje, predstavitev oseb, ljudi na zabaven način, kak making of ali pa kaj takšnega. Tako da v bistvu ja, vse se prilagodi temu, kar želite. Oziroma celo zapakirati, tudi danes so vedno bolj popularni vlogi in kako preko vloga predstaviš naprimer delo v agenciji, kako mi, na primer, sodelujemo z naročniki, kaj se dogaja, kako poteka naše delo znotraj dneva, kaj se poleg dela še nam dogaja v agenciji, ker imamo zelo sproščeno okolje in tako naprej. Ja. Se pravi, v bistvu, ja, skozi vloge, recimo, ki bi jih mi producirali, ne, s tem smo si določili cilj, da želimo predstaviti, kaj vse se dogaja. In to je v bistvu tudi potem drug korak, ne, da si določimo nekakšen cilj posameznega videa. Zakaj je cilj pomemben, Nejc? Ja, jaz bi v bistvu tle nekaj drugega izpostavil, ne? In sicer lahko tudi nekako povežemo, ampak kar bi želela še tukaj izpostaviti pri videu in čemur smo mi veliki zagovorniki, je to, da v vsakem videu dodajamo vrednost. Se pravi, tudi če se vprašamo, ne, ali želimo imeti video, ki je zabaven, ok, bo to neke vrste dodana vrednost. Ne? Če želimo imeti video bolj poučne narave, to, kar zdaj delava, kako bomo na ta način dodajali vrednost tebi,
oziroma gledalcev. In tako naprej. Ne? Se pravi, tako mi skozi poudarjamo, ta dodana vrednost je ključnega, ker ni samo, ok, bomo video naredili, ga bomo dali na splet, ampak kaj bo res gledalec, gledalka od tega odnesel? Ja, ker tudi pač video, čeprav je zdaj full trend in bo, ne vem, v tem letu in naslednjih 2 letih, ne vem, kako 80% konzumacije vsebin bo skozi video še zmeri. Pač, če video nima dodane vrednosti in če gledalca se ne pritegne, je pač brez veze ga delati, ne? Tako je. Ampak ja, potem smo šla na cilj. To je drugi korak, ki ga priporočava, da se določi cilj ne vsebinskega marketinga kot taga, potem naprej že posameznega videa. Zaradi tega, ker če se ta cilj ne določi, oziroma cilj lahko rečemo tudi kot temeljno sporočilo, ki ga skozi ta video želite sporočiti, če se to ne določi, potem niti ne veš, kaj potem na setu snemati, kaj ujeti v kadre, pač v posnetek. Zaradi tega, ker potem boš imel vse, ne bo osredotočeno, in potem se celo sporočilo lahko razgubi. Tako je, v bistvu, če dava tukaj en primer, da so čisto pragmatična, naprimer želimo en kuharski video posnet. Zdaj se moramo odločiti, kaj bo to temeljno sporočilo, rdeča nit celotnega videa. A bo to, da bomo pripravili en obrok v 5-10 minutah, se pravi, uporabniki pokazali, kako čim hitreje nekaj skuhati, ali bo video bolj usmerjen, katere sestavine uživa, da bomo mi zdravo živeli, ali kako narediti neko okusno kosilo za posebno priložnost. Ne vem, zdaj kmalu tudi prihaja, če se ne motim, tale ne Božič, ampak Velika noč. Tako, ja, se je zelo podobno, ne? Enkrat je ostal, enkrat je umrl. V glavnem, tako da ja, odvisno je, kaj je ta cilj, kaj je to temeljno sporočilo. Ja, točno tako, ker vse naenkrat pač ne gre, ne? Ker če bi vse to želeli zapakirati v en video, kot sem že prej rekla, bi izgubili fokus in bolje potem razdeliti video na nekih več enot, se pravi več videov, pa v vsakem povedati oziroma predati neko drugo sporočilo, zato da so, ne vem, informacije res takšne, ki jih hočete vi tudi podati. Ok, potem pridemo do naslednje točke, se pravi, ko imamo izbran cilj, temeljno sporočilo, da naredimo sam scenarij videa. Se pravi, da točno vemo, kaj želimo mi glede na ta naš cilj posneti oziroma kako se bodo dogodki tekom videa odvijali. Temu rečemo tudi v videoprodukciji, da začrtamo tako imenovani storyboard, se pravi, kako bo celotna zgodba izgledala. Zdaj, naprimer, pri nam to delamo mogoče na 2 načina, ne? V nekih krajših videih, ki so zelo posneti, ki so tudi del bolj tazga hitrega kreativnega procesa. En tak video je bil za napovednik live videa, Point Out Weekly live videa. To je bilo čisto na hiter, smo malo pobrainstormali, smo prišli do ideje, kako vse skupaj zapakirati in ker je bil to nek 30-sekunden video, ni treba nekih zdaj pisati in tako naprej, pa si načrto delati. Ta drugi način pa je, ko gre mogoče za neke vsebinske videe, daljše videe ali pa promocijske videe, je pa dobro, da imamo same evente, dogodke, kako se bodo dogajali začrtane in to ponavadi naredimo ali naprej si naredimo to na list papira, kot drugo pa vse skupaj damo tudi v mogoče neko tabelo, v sam Google Sheets ali v Excel, da točno vemo, ker tukaj sodelujemo naprimer tudi z zunanjimi partnerji oziroma mogoče nek vplivnež to za nas posname in oni morajo tudi točno vedeti, kako bo vse skupaj potekalo in je to nek način usklajevanja in hkrati, da vsi vemo, vsi deležniki, ki so vpleteni v sam videoproces, vedo, kako bo vse skupaj potekalo. Ja, pač scenarij oziroma storyboard je zelo pomemben, hkrati zraven tega pa si moramo pustiti neke odprte možnosti oziroma moramo biti fleksibilni, ker na setu oziroma pač tudi takole v studiu ali pa kakorkoli ne vemo točno, kaj se vse lahko zgodi in kam misel oziroma tok vsega skupaj pripelje, tako da ja, fajn je imeti odprte možnosti ali pa mogoče celo plan B, C, D, da pač veš, kam dejansko stvar lahko še zaide, ampak je pa spet odvisno vse od tipa videa, ne? Če je recimo taka izobraževalna oddaja, kot je Point Out Weekly, že imamo neke točke oziroma scenarij, kaj povedati, ker vas želimo čim bolj izobraziti in nočemo, da gre to v neke druge smeri.
Medtem ko je recimo za kak dogodek, event, ki ga posnamemo za naročnika oziroma ga vi posnamete, je pa vseeno drugačne. Ne moreš narediti točnega scenarija, ker ne veš točno, kaj se bo zgodilo. Je pa res, da vseeno moraš vedeti pa cilj, se pravi, kaj hočeš oziroma kakšne kadre hočeš ujeti, kakšen feel hočeš dati, da potem, ne vem, recimo snemalcu poveš, kaj hočeš, pa potem on ujame točno tisto, da bo vse skupaj zapakirano z nekim sporočilom. Jaz bi še malo drugače povedal, in sicer pri Point Out Weeklyjih v bistvu scenarij je bolj ali manj konstantno enak. Zaradi tega, ker posnamemo na koncu uvodno špico, se pravi, ko že to oddajo naredimo, šele na koncu sledi snemanje uvodne špice, intro, tista muzika, ki je na začetku, imamo tudi izdelano. Kar je tukaj ključno in kar je Lucija rekla, naša Lučka, kar si rekla, je, da je vsebina tisti fleksibilen del, ki se najbolj spreminja. Se pravi, mi tudi vemo, kako posnet. Imamo eno kamero pred nami in hkrati še eno dodatno kamero, ki snema dodatne kote. In to je konstantno enako. Kar se tukaj pri naši oddaji spreminja, je sama vsebina, o kateri bomo govorili in za katero si tudi vzamemo čas za predpripravo. Medtem, kot si rekla za dogodek, tam pa moramo vedeti, kakšne kadre želimo imeti v videu, se pravi si to začrtati v okviru tako imenovanega storyboarda, hkrati da tudi ta navodila snemalcu, kaj želimo v videu imeti, tudi se pravi od dogodkov, od nekih detajlov, ki nam še večjo sliko pokažejo o samem dogodku, ampak je pa potem na snemalcu, kako bo vse skupaj zapakiral. On mora samo vedeti, kaj želimo imeti v videu, na koncu pa tudi stvar njegove kreative na licu mesta, kaj bo točno v nekem trenutku je ona. Tako. Jaz bi še mogoče za scenarij posebej izpostavila, da je fajn, da pomislite na začetek, se pravi, kako bi se vse skupaj lahko odprlo. Potem za jedro, recimo, je fajn, da veste, kaj bi radi izpostavili, kaj so tiste podrobnosti, ki bi, dale nek poudarek vsemu skupaj, da če bo govor, kaj se bo govorilo, če ne bo govora, kaj bo recimo pisalo, če ne bo ne pisali, ne govorili se, kaj so tisti detajli, ki bodo sporočilo prenesli v obliki videa oziroma nekega materiala slikovnega. In to je to, recimo, kako boste začinili, mogoče s humorjem, z udarnimi informacijami, kakšne čustvene trenutke ujeli, oziroma, pomisliti na vse, Nejc. Jaz sem danes, na primer, na začetku hotel to narediti, z mano je danes Lucija. Zato, ker sem jaz to prejšnjič naredila. Tako, in da bi malo na humoren način izpadali, ampak malo je to tudi interna šala, ampak s takimi zadevami se potem tudi mi malo hecamo, da ta naš video še malo popestrimo. Bi pa sam še to dodal, to, kar si rekla čisto na začetku, ta uvod je res izjemnega pomena. Zakaj? Zaradi tega, ker tako vi na začetku vzbudite pozornost za gledalca, da bo začel spremljati vaš video. Zato imamo tudi mi ta video razdeljen, tako da imamo uvodno špico, kjer povemo, o čem bomo govorili, da če je to vaša tematika, da vas ta tematika pritegne, potem ta uvod z glasbo, potem pa gremo v oddajo. In tudi, Nejc, ti si že govoril prej malo, kaj se mora dogajati oziroma kaj se dogaja na setu. In naslednji korak je seveda, da gremo na set, snemati v neko okolje in nasvet je, da naj vam tam nič ne uide. Se pravi, bodite pripravljeni z opremo, z rekviziti, z vsem, kar je. Zato je tudi fajn, da se vse vnaprej načrtuje, zato da ko pridemo tam, da pridemo pripravljeni. Tako je. Naprimer v naši Point Out Weekly live oddaji ste videli, kaj smo imeli. Smo imeli tortico, smo imeli konfete in to je potrebno vnaprej razmišljati, da imamo v času snemanja to pripravljeno in da razpolagamo s temi rekviziti. In na take zadeve, take detajle je vse potrebno premisliti že pred snemanjem, se pravi, to prije tisti dodatek storyboardu, kako bo vse skupaj potekalo, katere rekvizite, opremo potrebujemo, se pravi, opremo z vidika zvoka, z vidika kamer, z vidika luči, katere bodo najbolj delovale, lahko tudi vse nesemo in se potem direktno, ko vidimo sam set na licu mesta, odločimo, kaj bi bilo najbolj. To večina snemalcev na tak način dela, razen če že poznaš prostor vnaprej, potem točno veš, kaj vzeti na set. Ali pa recimo, če še zmeraj ne delate na takšni, face profesionalni ravni, enostavno je fajn poznati
neke lastnosti oziroma specifike, kako deluje svetloba, kako lahko najbolj izkoriste svoj telefon, ker pač ni nujno, da zdaj imamo pa vso opremo, ampak ja, fajn je, da vse te specifike poznate. In pa tudi na setu morate vedeti, s kakšnimi kadri boste operirali. Se pravi, ne vem, nek main shot, glavni posnetek, kakšni bodo te detajli, close-upi, da treba imeti kakšne dinamične posnetke, kakšne statične, da se potem vse to pokombinira. Kar je pa po moje še zelo, zelo pomembno oziroma najpomembnejše, pa v kakšno okolje boste postavili osebe, recimo. V kakšno okolje boste, ne vem, postavili tisti set. Se pravi, da hočete prikazati nek čim bolj realen film, ki se bo skladal s celotnim konceptom in to je fajn. Mogoče to okolje vnaprej pogledati, če pa ste tam, ne vem, prišli prvič na tisto lice mesta, kjer se snema, da se vse dobro preuči in da se uporabi najboljše okolje. Tako je. In potem sledi še zadnja stopnja in sicer, ko vse skupaj posnamemo, sledi postprodukcija. In tukaj je zelo pomembno, da mi čim bolje na licu mesta posnamemo zadeve. Zakaj? Ker bolj, ko bomo mi posneli, bolj se lahko tudi oseba, ki se ukvarja s postprodukcijo, lahko je to ena in ista oseba, lahko je pa to neka druga oseba. Velike ekipe, snemalne ekipe imajo različne osebe za to. In kar sem hotel povedati je, da se ta oseba, ki dela potem postprodukcijo, če oddaja dobro posnete oziroma dogodek dobro posnet, se lahko bolj igra. Tudi seveda, če ni dobro posnet, mogoče kakšno zadevo tudi lahko reši, ampak če je na snemanju, na setu vse skupaj slabo posneto, v postprodukciji oseba ne bo mogla narediti čudežev. Tako da bolj kot je posnet, bolj se lahko oseba igra. Tako je. Jaz bi tudi rekla, da recimo, če so različne osebe, ki delajo tisti prvi del, pa potem to postprodukcijo, je pač nujno, da tudi oseba, ki ima vlogo bolj v začetnih delih, se pravi pisanje scenarijev in tako, da pozna tudi specifike postprodukcije oziroma da mogoče se s tem tudi seznani, pa sama kdaj kaj naredi, ker to pušča odprte možnosti v procesu brainstorminga in tega, kako boš neko sporočilo predal, zaradi tega, ker dejansko veš, kakšne so možnosti, kaj lahko narediš. In če si v nekih okvirih, potem v postprodukciji tudi se ne morejo, tako je rekel Nate, delati neki čudeži. Tako da to je po moje ful fajn izpostaviti, drugače imate pa zelo neke lahke, pač osnovne, niso jih osnovni, ampak lahke teleprograme za montiranje oziroma za editiranje, kot so recimo Filmora ali pa DaVinci Resolve ali pa Adobe Premiere Pro, tako da s temi recimo lahko naredite praktično vse za na splet. Tako je, jaz bi samo še to dodal, se pravi, ali oseba pozna te tipe, kako se postprodukcija dela, ali se pa pred samim snemanjem tudi uskladi s tisto osebo, ki bo delala postprodukcijo oziroma posvetuje o določenih zadevah. Se vemo, več glav več ve, ker potem je tudi pač oseba v postprodukciji pripravljena na to, kakšne materiale bo dobila, tako da ta uskladitev obeh oseb ali več oseb je zelo, zelo pomembna. Ali jo pa vključimo še v brainstorming. Tako je, absolutno. To je še najboljše. Še najbolje. Cool, a so vse povedala, bi še kaj dodala? Ja, vse nikoli ne povem, nekaj premalo časa, ampak ja, načeloma pa ja. Cool. Hvala, Lucija, ki si bila v tej oddaji skupaj z mano. Mogla sem se še tebi posvetiti, ne Zorano, sem že bila, pa ne rekel, moram še jaz. No, ni bilo glih najbolj tako. Jaz bi malo drugače povedal in sicer Lucija poleg samih blok vsebin oziroma vsebinskega marketinga pri nas tudi pokriva samo videoprodukcijo z vidika to, kar so danes govorila, storytellinga, hkrati storyboardov in samih kreacij scenarijev in potem tudi snemanj na samem licu mesta. Tako da zato je bila danes z mano v oddaji, zato je prav, ker se tudi zelo veliko s tem ukvarja v podjetju. Tako da, če imaš še kakšna vprašanja, z veseljem oziroma jih napiš v komentar spodaj. Tako delamo beje, ne? Tukaj dol pa je. Tako da, mislim, da je to. V naslednji oddaji bosta pa, če se ne motim, bo pa Zoran tokrat z Majo in sicer bota govorila, kako organizirati digitalno marketinški projekt. Se pravi, iz tega, kako ga organiziramo mi v agenciji in hkrati, kako se morate same organizacije lotiti v podjetju. Se pravi, z vidika obeh strani bomo to pokrili. To je to. Se vidimo naslednjič. Čao!
Why?